Danes smo tudi začeli z akcijo na nivoju voda, torej v sklopu tega tedna smo v bistvu obdelali premik, sam stik, tehnike različne premikanja, na koncu tudi bojne postopke, torej reakcije na stik, napad na ognjeno točko, prehod čez žične ovire, pad v rove in danes tudi, ko ste bili na vodnem nivoju, tudi napad na ognjeno točko. Tako da tem je ogromno, teme se povezujejo, tako sem že povedal, z individualne v kolektivne. In glede na to, kar smo tudi danes videli, sem zadovoljen sicer za tem terenom, moramo pa biti še boljši, vedno stremimo k boljšemu. Če govorimo o usposabljanju, že prvi dan, ko so si kandidati ali pa vsak vojak oblekel uniformo, se mora zavezati temu, da se bo učil od začetka do konca, torej do odhoda v pokoj. To pomeni, tudi naši častniki, še sploh poveljoči kader, torej počastniki, častniki, so se zavezali k temu, da bo se mogli vedno tudi usposabljati in tudi načelo voditeljstva govori, da je vsak poveljoči dolžen se usposabljati in odkrivati svoje slabosti, po domače rečeno, in se nadgrajevati z svojim strokovnim znanjem, pač tudi prenašati to znanje na podrejen. Za naše kandidate to poprečno samo to pomeni, da so komaj stopili na začetek častniške poti. V teh 12 mesecih se bodo naučili osnove, kasneje kilometrino, ostale postopke pa kasneje v bataljonih oziroma v enotah, kam bodo pač razporejeni. Torej v splošni fazi govorimo o splošnih znanjih, po pol leta bo šli kandidati v specialistike, torej v rodove, kam jih bo poslala Slovenska vojska, glede na prioritete, potrebe. Tam bodo dobili specialistična znanja, zopet govorimo o teh specialističnih osnovnih znanjih za začetno častniško dolžnost in potem še stažiranje v enotah en mesec. Torej po 12 mesecih, če bo opravili vse obveznosti, bodo dobili čin, bodo promovirani v čin poročnika, takrat se še pa komaj pravo delo začne. Usposabljanje je kar zahtevno, fizično je zahtevno in pač psihično, ker moraš vse tisto, kar delaš, moraš tudi pač potem znati nekako teorijo spraviti. Tako da imamo v bistvu tudi popoldne, po tem usposabljanju terenskemu imamo kar dosti dela, vsaj jaz si nekako se probam pogovoriti s kolegi o tem, da vidimo pač, mislim, da skupaj pridemo do kakšnih zaključkov. Tako da je kar zahtevno. Žal danes nisem mogla z njimi pač izvajati te akcije, ker sem se poškodovala. Je pa zanimivo videti te stvari tudi iz druge strani, ker nisi v sami akciji tega dogajanja, ampak lahko opazuješ in pač vse je malo drugačno. Čeprav se je videlo, da si fantje to želijo, da so pri stvari, ker če ne bi bili, potem tega sigurno ne bi izvajali tako, kot so. To je sigurno zanimiva izkušnja, je kar dosti adrenalinska. Enostavno pač, če si to želiš, je kar zanimivo, je veselo, zabavno, tudi naporno sigurno, ampak zato smo tu pač, da se usposabljamo, urimo. Največji izziv pa dobro delovanje v Slovenski vojski, karierna pot.